Lani je bil Maribor v znamenju Evropske prestolnice kulture. Letošnje leto pa je prav tako odeto v evropske barve. K nam namreč iz vse Evrope prihajajo mladi in ti imajo v mestu kaj videti. Vsaj tako zatrjujejo organizatorji Evropske prestolnice mladih. Dobro jutro, Sara Sorger. Dobro jutro. Zdravo. Vi ste vodja pisarne Evropske prestolnice mladih. Dogodki bi morali biti zdaj že v polnem teku, april je, 4 meseci so minili, je tako? Drži ta teza? Ja, vsekakor. Mislim, naša ekipa in vse mladinske organizacije, ki so vključene v program Evropske prestolnice mladih, so že v polnem teku, kljub vremenu, ki vsekakor ni spomladansko. Se vsi skupaj trudimo mladim pričarati Maribor zelo prijazno, zelo aktivno. Opravili smo že veliko stvari, kot naprimer sprehodih po mestnih dvoriščih. Oživeli smo že marsikatero živo dvorišče. Potem smo imeli že marsikakšno prostovoljsko akcijo in seveda tudi že začeli z različnimi programi, kar se tiče zaposlovanja, pisanja življenjepisov in podobnih stvari. Jaz razumem Evropsko prestolnico mladih kot Evropsko prestolnico, kamor prihajajo mladi iz cele Evrope in ni samo namenjena tem mladim, ki živijo v mestu ali pa Sloveniji. Koliko mladih, recimo, da je prišlo iz vse Evrope na te projekte, ki jih pripravljate? Za praznovanje novega leta jih je bilo ogromno, enih več kot 200. Sedaj na te redne naše programe pa prihajajo predvsem Erasmusi, ki so tukaj v mestu. Sedaj aprila gostimo tudi generalno skupščino Erasmusov, kjer pričakujemo več kot 800 mladih v enem tednu. Potem imamo v naši pisarni tudi Portugalca, ki za celo leto preživlja delo in dela v naši pisarni Evropske prestolnice mladih. Naš Pedro je vedno z nami. Potem imamo Dimitarja, ki je iz Makedonije. Tudi in je vedno več takih mladih, ki pridejo na obisk v Maribor ali pridejo na en semester in potem ostanejo in se nekako vklopijo v naš program Evropske prestolnice mladih. Ste praznovali novo leto v Mariboru? Tako. Koliko mislite pa, da je mladih iz Maribora in Slovenije praznovalo novo leto v Beogradu? Preveč. Ravno zaradi tega smo se odločili, da v bistvu mi z 6 mladinskimi organizacijami povabimo mlade v Maribor in skupaj z Mariborčani proslavimo skupaj 4 dni. In smo pripravili res ekstra program za njih, veliko medkulturnega povezovanja, lahko so si pogledali vse naše znamenitosti, ne samo v centru mesta, ampak tudi v okolici. Bil je namen, da v bistvu pritegnemo mlade v Maribor na malo drugačen način, kot je sicer Maribor znan. Recimo, kaj tujega mladega pritegne v Mariboru? Jaz mislim, da Kje je tisti največji poudarek? Kje se najdalj časa zadržijo? Jaz mislim, da jim je center mesta tako majhen, tako luškan, da se radi sprehajajo. Vsekakor, zdaj, če govorimo o študentih, so vsekakor tista študentske točke po Mariboru ključne. Okoli našega Štuka, seveda. Potem imamo Lent, sploh v nočnih urah zelo živahn, pa tudi... Ja, petek, sobota, drugače ne. V nedeljo pa definitivno relaksirajo na brežju Drave, če je sonce, To smo tudi že zaznali marsikaterega, vsaj po fotografijah sodeč. Če je mogoče kakšen finec prišel, je to, kar imamo zdaj, mogoče celo res sonce. Menite, da je Maribor trenutno mladim prijazno mesto, primerno okolje za osebnostno, duhovno rast, za izobraževanje, za zaposlitev? Jaz mislim, da se najde za vsakega nekaj. Vsekakor je pa res, da si ne samo naša pisarna, ampak tudi vse mladinske organizacije in vsi delavci v mladinskem delu zelo želijo, da bi bile pogoji za mlade in njihovo prvo zaposlitev bistveno boljši tukaj v Mariboru. Vzemiva en dober primer, kjer je mlad človek, morda tudi iz tujine ali pa vzajemno Mariborčane, dobil zaposlitev. Konkretno mi se trudimo naprimer na različnih področjih. Ali je to pridobiti prakso pri nas, kjer tudi imamo Francozine trenutno na praksi na področju marketinga. Potem dobimo ravno v ponedeljek deklico, ki prihaja iz Bosne in bo upravljala tudi prakso, ker študira v Mariboru to administrativno delo in jo bomo tudi ponudili. Se pravi, v tem letu zagotovo v naši pisarni nudimo tiste prve korake pri zaposlitvi in na to smo ponosni. Samo da ne bo po koncu Evropske prestolnice mladih, tako kot je za Evropsko prestolnico kulture, kjer je
3/4 novinarjev brez zaposlitve. Greva k bolj pozitivnim temam. 9. april, torej torek v Mariboru na trgu Levna Štuklja, bo potekala otvoritev infotočke Evropske prestolnice mladih. Torej, dobre 4 mesece po otvoritvi še infotočka. Tako. Fino. Zelo smo veseli, ker naša infotočka bo namenjena mladinskim organizacijam in vsem tistim društvom, zavodom, ki se ukvarjajo z mladimi, da bodo lahko imeli prostor še en dodaten, da počnejo druge stvari, delavnice in tako tudi na dan otvoritve prirejamo zelo dosti aktivnosti. Mladi bodo lahko pogledali, kako se popravi kolo, hiša eksperimentov bo delala eksperimente, na samem Levnu Štuklu bodo skakali naši grebiti in delali na poligonu različne akrobacije. Zraven bo ves čas grafitiral naš najbolj znan mariborski grafitar Teo. Potem seveda slacklinerji bodo izvajali trike, potem seveda iz Madnessa bodo prišli pokazati skejtanje. Z monociklom bomo videli najhujše akrobacije. Mladih na kupu se ni bati za to, da bi bil dolg čas. Sicer pa jutri na Trgu Svobode bo potekala tudi prireditev Dan za spremembe. Vsak naj bi prinesel en predmet, za katerega bo v bistvu daroval na nek način 50 centov za otroke, da bodo lahko šli v šolo v naravi. To je pa tudi dobrodelna nota, ne? Definitivno za slovensko filantropijo smo že danes začeli oziroma ravno to akcijo. Jutri nadaljujemo bolj pod okriljem Evropske prestolnice mladih, da podaljšamo vse skupaj in da tudi pozovemo še k jutrišnjemu dnevu, da prinesejo še dodatne stvari. Se pravi, kakršnekoli uporabne stvari, ki bi jih lahko morda nekdo drug kupil, se pravi za tega pol evra, in jaz upam, da bodo se mladi imeli super v šoli v naravi. To je tudi naš cilj, pridobiti čim več denarja, pa ne samo to, da pokažemo, da smo v Mariboru srčni ljudje. No, to mislim, da je najpomembnejše. To pa mislim, da nasploh in nikoli ni bil dvom. Sara, jaz imam ogromno podatkov, namreč in še nekaj vem. Kaj mislite, da vem? Eno skrivnost. Ne vem. Kaj mislite, da bi lahko vedel? Kaj takega? Poleg infotočke in razstave mladega umetnika, potem, da je možno dobiti prakso pri nas, da smo super ekipa mladih. Vse to verjamem. V glavnem, danes imate rojstni dan, ne? Ja. Ja, tako da ekipa oddaje Dobro jutro in televizija Maribor, televizija Slovenija vam poklanja eno takšno majčko, pa ne jutri zastaviti, ne, za tistih 0,50 evra. V redu, čestitam. Najlepša hvala. Se bo ljubčka lepo vklopil, ne? Ja. Torej, hvala za obisk v studio, pojasnila, pa se bom še v kakšni priložnosti, ne? Še kaj spregovorili o Evropski prestolnici mladih. Super, hvala za povabilo.